Fenomeni, zadnji poletni fenomeni za zadnji september, ki je za večino izmed vas verjetno en navaden torek, zame pa izredno pomembna življenjska prelomnica. Še 16 ur mi je naklonjenih, da živim pod varnim zavetjem študentskega statusa. Zjutraj pride sreda in sredo sem samo še en navaden, butast odrasel človek. Nič več bombajskih zavitkov iz rikše na bone za 4,90 €, nič več blagoslovljene nevednosti, kaj točno so obvezni prispevki in kako se jih plača, nič več za 10 dni septembra na Hvaru, uživati v miru in nizkih cenah, nič več pijanih sred in vstajanja v četrtek ob 11:30 z izgovorom, da so to pač študentska leta. Ja, na svojo veliko srečo sem kot študent filofaksa imel več kot dovolj časa, da ugotovim, kaj me v resnici zanima. Izkaže se, da to ni toliko razlika med Apanencem in Dolomitom, kot sta muzika in radio. To sem ugotovil nekje med prvim letnikom magisterija in sprva sem se pustil moralnim avtoritetom, kot je Tadej Košmerl v mojem življenju, ki so mi svareče grozile, da je kljub temu, da sem se usmeril v popolnoma drugo smer, absolutno nujno, da magistriram do konca. Ta ponotranjeni strah me je gnal čez metode motivacije, pedagogike, ironično najbolj demotivacijski predmet v zgodovini mojega šolanja, in prišel je čas za napisati magistersko, tema izbrana in ravno ko bi moral kuli položiti na papir, je prišel Miha in je prišel proces za tretjo plato z bandom. Prelagal sem in prelagal, potem pa na Twitterju videl en meme. I asked my landlord to raise my rent because I believe in my grind so much. Torej, rekel sem svojemu stanovanjedajalcu, naj mi zviša najemnino, zato ker tako močno verjamem v svoj grind. Tam in takrat sem se odločil, da ne napišem magisterske. In na tej točki bi rad na svoj zadnji študentski dan odprl klice v živo na 01 475 2202. Zanimajo me vaše izkušnje. Vi ste modrejši in bolj izkušeni od mene, verjetno ste dali podobno vprašanje čez, a kdaj obžalujete, da ste obupali nad študijem? A kdaj obžalujete, da ste se matrali do konca samo zaradi enega butastega kosa papirja, pa se, če pogledate nazaj, zdaj ne bi? Skratka, želel bi si vaš odgovor na vprašanje, a se res splača doštudirati? 01 475 2202. Prosim, pomagajte mi, sem samo neobogljen in neumen in neveden študent, brez resnih informacij. Maci, ti nisi doštudiral, ne? Maci, nisi doštudiral, ne? Ti si prišel nekje blizu diplomske, zdaj ti pa umetna inteligenca piše diplomsko, ne? Ali ne smeva tega v etro povedati? Zakaj ne? Da te ne bojo potem to vzeli kot dokazno gradivo, ne? Ne, sem diplomiral. Si diplomiral? Ja. Iz česa? Se mi zdi, da sem že pozabil, kaj 20 let nazaj. Multimediji. Multimediji? Tako. Ok, se pravi, ampak ti vsaj delaš nekaj, kar si študiral, ne? Recimo. Zdaj pa naj bi delal nekaj, študiral nekaj, kar ne bi delal. Kaj pa je to? Novinarstvo. Lega, ja. Ok, hudo. Malo ti vzele skačem. Pa super je. Ja. Se ti tudi mene. Zdaj pa tebi z geografijo pa zgodovino, ja. Točno tako, ja. Ok, Maci je torej študiral multimedijo in zadevo zaključil, zdaj se uvaja za novinarstvo. Poglejmo, kakšno mnenje glede današnjega vprašanja ima Urška. Urška, dobro jutro. Urška, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Urška, a se splača doštudirati? Mislim, jaz sem bila tudi na filofaksu. Ja. Dokončala diplomo 8 let potem, ko sem začela. In dokončala samo zaradi tega, ker bi mi drugače vse propadlo, ker se je lih bolonc takrat dokončno uveljavil in jaz bi pač izgubila čisto vse, kar sem pač študirala, pa vračati bi mogla štipendijo. Tako da jaz sem v bistvu imela malo močnejši razlog, da zaključim. In je bilo fajn zaključiti, da sem vedela, da sem zaključila. Hkrati pa
Ja. Delam itak čist druge stvari, kot sem jih študirala. In bi sam mogoče ti rekla, ker si tako začel, da zdaj pa konc svobode in tega, ne? Ja. Jaz mislim, da si moramo mi odraslo življenje narediti tudi po svoji meri. In iti na hvar, ko se nam zahoče iti in si vzeti frej, ko si hočemo vzeti. In nas ne rabi pol ta postštudijski del življenja zamoriti do penzije. To mogoče. Čudovito. Ampak Urška, zakaj pa bi vam stvari padle v roko, v vodo, če delate nekaj povsem drugega, kot ste študirali? Ali gre zgolj za to, da ste imeli obvezo, da morate diplomirati za trenutno delovno mesto? V bistvu takrat še nisem vedela, kaj bom delala. Zdaj v bistvu vem, da delam čez druge stvari. Aha. Ampak jaz sem recimo v bistvu bolj mogoče iz občutka do družine, do staršev. Sem bila tako, če sem že šla študirati, bom pa še zaključila. Pa vračati bi mogla štipendijo. Tako da mogoče mene bi bolj bolelo ne zaključiti kot ti. Razumem, po denarnici pa še ampak kar se pa tiče pritiska mame, pa se mi zdi, da sva na podobnem. Ampak potem, ko pač odvalovi to odraščanje, ugotoviš, da bi tudi mama preživela, če ne diplomiraš. Tako da, če koga slučajno matra, da ne bi, svet se kar vrti naprej, tudi če ne zaključiš stvari. In ni treba zaradi obveze do drugih zaključevati nekih stvari, ki jih ne čutimo. Fenomenalno. Najlepša hvala, Urška, čudovitno. Prosim, se ga bomo vzeli v srce. Hvala, lep dan. Čau, dio. Urška me je malo potolažila, bomo videli, če me Macek spusti nazaj na realna tla, ali pa me še bolj potolaži. Macek, dobro jutro. Dobro jutro. A veš kaj, moja storija je taka, poslušaj zdaj to. Delal sem tvoj filofaks. Delal sem filofaks in potem je prišlo leto 91, vojna, in po vojni so začele službe izginevati, fabrike se zapirati, vse živo in jaz sem šel s trebuhom za kruhom ven iz faksa. Mine 30 let, naredil sem kariero v dizajnu, v marketingu in kaj se je zgodilo? Zgubiš službo, ker naenkrat nisi ureden nič, ker imaš samo gimnazijo. In adijo 30 let izkušenj, nič nisi ureden, 0, 0. Nobena državna firma te tudi vzeti ne sme, ker moraš imeti fakultetno diplomo. In kaj sem naredil? Star sem 57 let, še en letnik pa bom dokončal faks. Ker sem se še enkrat upisal, sem rekel, God damn it, nared to, vse ni važno, koliko se star. Ampak lej, če ne moram službe dobiti druge kot poštar ali pa vratar, kar je sicer čist nice, ampak, come on, 30 let delaš neki, potem nisi pa vreden nič. A veš, je papir. Ampak moram priznati tudi to, kar sem na faksu se naučil. Ja. Madonna, kakšne luknje v znanju sem jaz imel, ker sem zaupal samo instinktom, samo tismo, kar sem se naučil od življenja. Preč sem vrgel ogromen časa, mar bi takrat ustrajal. To je pa moja lekcija. Čudovita lekcija, Macek. Mene pa zanima v bistvu, a greste s sošolci po predavanju zraven Forsterja ali niste na isti varovni? Greste? Gremo. A veš, je pa tako, ne. Jaz sem generacija, ki smo bili najstniki v 80-ih. Ja. Kar pomeni, če ko poznaš to generacijo, to je generacija, ki ni hotela odrasti, ker smo še zmer 20 let stari, malo imamo zgulena telesa, ampak žur, come on, pa to vam jaz tetoviram pod kožo. Pa fenomenalno. Najlepša hvala za to trdo lekcijo, Macek, si bom tudi to vzel k srcu. Lepo te drugače poslušati, sem prav vesel, ko kdaj zjutraj se peljem v službo, radio na vrem, Val 202, hvala vam, kaj ste. Najlepša hvala. Cenim. Čau. Naslednji je Oton, se pravi, zaenkrat sem dobil eno potrditev, da je super, da nisem napisal magistrske, eno, da mogoče ni tako super. Kaj pa Oton, kakšno je vaše mnenje? Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, jaz imam v bistvu lastno izkušnjo, pa izkušnjo naših otrok. No. Povejte, prosim. Sem najprej doštudiral višjo šolo, potem pa sem obdelal, dejansko šel toliko let kasneje doštudirati visoko. In mislim, da je to prvič, če bilo to zaradi službe, ker kako je bilo že prej pri prejšnjem poslušalcu rečeno, državna služba, moraš imeti izobrazbo. In moram reči, da mi ni žal, da enostavno so se mi potem odprla določena vrata in sem lahko napredoval in enostavno
so mnenja, da se splača doštudirati. Recimo tudi mnenje enega otroka, enega sina, ki je končal faks, pa dela dejansko kot fotograf, vendar je imel neprimerno boljše reference, ko je povedal v tujini, da ni samo fotograf, ampak da ima končano univerzitetno izobrazbo in je takoj zrastel v očeh in takoj tudi dobil posel. Tako da, ne glede na to, da se je čist x stvari ukvarjal, pa x stvar študiral, ki ni imela nobene zveze s tem, se je ta referenca zelo poznala. Imam pa na drugi strani seveda tudi otroka, ki ni končal, pa me enkrat postavil pred dejstvo, ker sem ga forsiral, oziroma sva se pogovarjala in zakaj ne konča, pa ko ima vse odprte možnosti. Pa mi je rekel, oči, a misliš, da jaz v teh letih, ko sem študiral, da se nisem nič naučil? Jaz sem se toliko naučil, da tam, ker jaz mislim delati, obvladam stvar in znam in je šlo tudi tle zadeva naprej. Tako da fenomenalno se mi zdi, da sem na isti ravni z vašim izkušnje, da se drugim sinom. In da se seveda, da pa imaš z nekimi končanimi zadevami tudi tisto lastno zadoščenje, da si nekaj naredil in tudi druge možnosti, ki se lahko odprejo. Tako da obe varianti so dobrodošli oziroma v življenju lahko shajaš. Vse zavisi od konteksta, ne? Tako. Sem pa vseeno mnenja, da ko nekaj začneš, da s tem vseeno pokažeš nekaj, ko si končal eno zadevo in si rekel, lej, imam tole, tudi če mi morda ne pride prav. Razumem. Najlepša hvala, Oten, za vaše mnenje. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Videnje. Zaključili bomo pa z Urška kot četrta in zadnja, oziroma peta, štejemo še Macija in njegov nasvet. Urška, dobro jutro. Dobro jutro. Urška? Se slišimo? Sem mislila, da so me ven vrgali. Ne, nihče vas ni ven vrgal. Pravzaprav ste nasprotno noter v etru v tem trenutku. Ok, živo, ja. Dobro jutro. Urška, ja. Mene moram reči, da je že kar skrbel, a ne rečem za vas, zate, v glavnem, ko se tako predajaš tem torkovim jutrom, da te mika tole početi, kar ne razmišljaš, a ne, to pomeni, ne napišeš magisterija. Ja. Jaz sem z tih časov, ko pač je bil enovit univerzitetni študij, to pomeni bilo prve stopnje, druge stopnje, drugače tudi FF, bibliotekarstvo. Sem je kar nekajkrat ustavil na tak in drugačen način, po prvem letniku, pa prepis, pa potem, ko sem mečkon spremenila eno smer, pa sem v drugi smeri, v polovički smeri nadaljevala študij, pa spet tik pred koncem, tako je kar nekaj zastojev, no, ampak na koncu mi je res tudi to spodbuja, ker sem kar nekaj let, imela sem službo, ampak sem bila plačana pa srednjo izobrazbo in ker sem pač delala v javnem sektorju, pač v knjižnici, je bilo veliko sporočil, da formalno nedokončano izobrazbo se bo ta pot enkrat ustavila in se je vedno pogoste ustavljala, tudi nisem mogla nekih izobraževanj v svoji stroki delati, ker bi sicer skončano fakulteto. Tako da na koncu sem o pomoči Zavoda za zaposlovanje, ki so mi pač plačali zaključek študija in tudi to, da sem pač končno diplomirala, se je potem res odprla. Ne čist takoj, ne na lahek način, ampak so se stvari odprle in mi ni žal, da sem strala, čeprav sem tako rekoč diplomirala na pragu 40 z 2 otrokoma. Urška, am lahko povem jaz svojo racionalo, pa poveste, če se vam zdi logična ali mogoče samo ekstremno butasta. Meni se zdi, moja racionala je taka, ne? Če do te mere ne verjamem vase kot v muzičarja, v kreativca, v radica, da potrebujem nekaj delati za rezervno opcijo, kot je recimo magisterij iz geografije in zgodovine, za vsak slučaj torej, kako ne bom zares prepričljiv muzičar, kreativec, radijec, karkoli. Se pravi, kot da bi hotel na nek način s tem sebi in svetu sporočiti, ne, simbolično, v bistvu potem, ko sem vložil 6 let. Tako je, lahko bi, ampak ne bom, ker dovolj verjamem vase in v to, da mi bo uspelo, ne. Recimo, da je to neka moja simbolična racionala, ampak ne vem, mogoče gre za nekaj popolnoma neumnega, ali vem, da je osnovano zgolj na nekem čustvu, ne na razumski odločitvi, pa na neki simboliki. A se vam zdi to ekstremno neumno ali lahko vidite nek argument tukaj? Verjamem, da ste predani muziki na radiju, ampak da je pa mogoče dobro vsaj
z enimi 30% mentalnih kapacitet in všeč tudi zaupati, mogoče vsaj rekla izkušnjam kolegov, kot je recimo Tadej Košmarl in še kakšen drug. Ker na RTV pa na radiju mislim, da je kar nekaj ljudi, ki so pravočasno naredili svoje stvari in nekaj, ki so čist prepustili, pa se je potem po svoje obrnili, pa verjetno dobite lahko dovolj izkušenj od enih in od drugih, tako da pametvala ne bo. Mogoče pa čez 10 let, ko bojo pač pogledi na to drugačni, jaz ne vem, kaj ne drugega reči. Mogoče bomo čez 10 let mogoče pač Kleo pa iščete potrditev svojega mnenja, pa vas to pač srbi, pa ste danes dali to kot izziv, vse je v redu, vse človek pač deli in posluša in naredi pač po svoje. Tako je. Najlepša hvala, Urška, za ta materinski nasvet. Se ga bom tudi prav tako vzel k srcu. Hvala. Ti kar ostan kreativc. Hvala, Vaci. Vaci, ti pa kar ostan večni študent. Večni student, ja. Bo skupaj šlo v Forsterja na per potem jutro. Može. Veš kaj, zdi se mi, da smo dobili zanimiva mnenja, različna mnenja. Jaz zaenkrat ostajam pri svoji čustveni racionali. Vi pa seveda za svoje sinove, za sebe, za vaše znance, prijatelje, hčerke, ljubimce, kogarkoli že, ki se sooča z podobnim vprašanjem, presodite sami.